spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, spoštovani profesori, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na Slovenski matici. Zanima me, koliko vas je že bilo tukaj oziroma kaj veste o njej. A je bil že kdo tu? Ne. Koliko pa veste o Slovenski matici? Tudi bolj malo. Ali kako? Ali je ura še zgodnja? No, potem pa čisto na kratko o Slovenski matici. Zdaj se bomo predstavili več kot stoletje in pol nazaj. Po drugi strani pa samo 150 let v slovensko preteklost, ko ni bilo tako lepo, kot se dogaja vam, ko pouk v slovenskih šolah, takratnih gimnazijah, ni potekal v slovenskem jeziku. In zakaj je tako bilo, čeprav je že bila izvršena šolska reforma? Zato, ker ko je znameniti Lovro Toman, ki ga vidite tu na portretu v sredini naše stene, ko je ta domoljub, za katerega veste, da je tudi prvi izobesil slovensko zastavo tukaj nedaleč stran v Wolfovi ulici, na Dunaju interpeliral takratnega ministra Šmerlinga, zakaj ne poteka pouk v slovenščini, mu je ta odgovoril, da slovenščina ni primerna za drugo, nego za krščanski nauk. Zakaj mislite, da je bilo tako? Zato, ker slovenski jezik ni imel razvite svoje strokovne, znanstvene terminologije. Ni imel izrazov za področje kemije, fizike in tako dalje in seveda zato tudi ne učbenikov za srednje šole. Takrat, leta 1851, je obstajala ena sama profesionalna slovenska založba. Ustanovljena je bila v Celovcu, niti ne tukaj v Ljubljani, leta 1851, kot sem rekla, Družba svetega Mohorja. Za njo si je zelo prizadeval znameniti škof Anton Martin Slomšek, ki je vzpodbudil tudi njen nastanek, že prej pa je prosil, da bi Slovenci ustanovili svojo matico. A to prošnjo, ki jo naslovil na Ilirski guberni, so mu zavrnili. Zakaj matico? Matice so imeli že vsi, tako rekoč, slovanski narodi, ki so bili povezani v Avstrijsko cesarstvo takratno. Prvi so jo dobili Srbi leta 1826, torej letos bodo praznovali kar 200-letnico svoje ustanove, potem tudi Hrvati, bila je Ilirska matica, celo Dalmatinska matica je obstajala leta 1863 Slovaška, samo Slovenci nismo imeli svoje matice. Torej, zakaj matica? Matica beseda, vsak bo mislil, da je to povezano s čebelami in v slovenskem jeziku čisto zares, toda v resnici v češkem jeziku pomeni fond denarja, torej nabirka, zbirka denarja, ki so jo potrebovali ti narodi, da so začeli izdajati knjige v svojem jeziku. In to prav tiste knjige, ki so nam, kot sem omenila na začetku, na Slovenskem manjkale, torej učbenike, zahtevna strokovna, znanstvena in druga dela. Ko je bila torej ustanovljena Družba svetega Mohorja, smo Slovenci dobili prvo slovensko založbo, a ta je, kot veste, če prebirate tudi Voranca in druge, ko piše o tako imenovanih mohorjankah ali večernicah, ki so jih brali doma na podeželju zvečer, izdajala predvsem preproste povesti v slovenskem jeziku, zato da je širila bralno in pismenost na podeželju med ljudmi, med kmeti in tako dalje. Še vedno pa torej nismo imeli založbe, ki bi izdajala strokovna, znanstvena dela in tako krepila tisti del jezika, zaradi katerega je avstrijski šolski minister rekel, da mi ne moremo imeti učbenikov v njem. No, in tako so se le leta 1863, ko smo praznovali kaj? Tisočletnico česa? 1863. Prihoda svetega Cirila in Metoda v naše kraje, vemo, kaj sta prinesla, a ne? Zapise
In hkrati nekako sta utemeljitelja starocerkvene. Tako. In ker smo praznovali to pomemben prihod njun v naše kraje, je bila v Mariboru tako imenovana čitalnica. Čitalnica je ustanovila tako imenovano večere pripravljala, ki so se imenovale besede. In na takem večeru, posvečenemu svetemu Cirilu in Metodu, so se zbrali mariborski rodoljubi, zbrali denar, napisali osnovna pravila in rekli, dajmo ustanoviti Matico slovensko. Tako se je takrat imenovala. Ampak pot še ni bila končana, dovoljenje je moralo priti z Dunaja. In 4. februarja 1864 je rojstni dan Slovenske Matice, ko je sam presvitli cesar z Dunaja poslal dovoljenje in tudi 500 goldinarjev zraven, da se Matica slovenska, ki se danes imenuje Slovenska Matica, ustanovi. Zakaj vam vse to pripovedujem? Zato, ker boste videli, da samo 100 let in pol nazaj nismo v srednjih šolah mogli se učiti v slovenskem jeziku. Kaj vam to povem? Kako težka je bila pot in kako zahtevna do tega, da smo slovenščino vzpostavili kot suveren jezik na vseh nivojih, torej kot pogovorni jezik, kot knjižni in leposlovni jezik, kar je prinesla družba svetega Mohorja in potem seveda tudi Cankar, o katerem bomo danes govorili, in tudi kot strokovni in znanstveni jezik. Tako je Slovenska Matica najprej začela izdajati prevode naravoslovnih del, botaniko, fiziologijo, zoologijo, mineralogijo in podobno, potem pa tudi izvirna slovenska dela, recimo konec 19. stoletja je šlo delo o elektriki, eno prvih del na to temo in podobno. In tako je Slovenska Matica zaslužna, da smo vzpostavili tudi znanstveno, strokovno literaturo v slovenščini. Ni pa Slovenska Matica počela samo tega, ampak je potem pomenila, da je povezala vse slovenske kulturnike in znanstvenike, ki vemo, da so takrat hodili študirati na Dunaj, in da je skrbela za ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture in znanosti. In tako je Slovenska Matica od leta 1864 povezovala vso slovensko duhovno, intelektualno sfero. Bila je zelo, zelo pomembna, ker je zbirala rokopise slovenskih pesnikov, pisateljev, spodbujala tudi nastanek njihovih spomenikov, postavitev njihovih spomenikov, recimo Vodnika, ki ga vidite na trgu, pa Tavčarjevega spomenika na Visokem in podobno. Poskrbela je recimo tudi za prenos posmrtnih ostankov Jerneja Kopitarja z Dunaja tukaj k nam na Navje, in nedavno smo Nuku predali edino ohranjeno fotografijo Jerneja Kopitarja. Žal je to fotografija njegovega skeleta, ko so ga izkopali na Dunaju, in to smo predali Nuku, tako da vse ima, kar je Matica zbirala, danes hrani Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani. In če boste kdaj brskali po rokopisih, boste videli, kako veliko je tega gradiva. Slovenska Matica je bila tista, ki je vzpodbudila nastanek Univerze v Ljubljani leta 1919. Slovenska Matica je bila tista, ki je vzpodbudila nastanek Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Slovenska Matica je, kot sem rekla, imela eno najbogatejših knjižnic, ker jo je dobivala z cele Evrope. V celoti jo je v ustanovitvi univerze predala Narodni in univerzitetni knjižnici, prav tako tudi vse rokopise. Slovenska Matica je bila tista, ki je hranila najstarejše slovensko tiskano besedilo. Katero je to? Bilo je na letaku, ko
ko so se celjski kmetje upirali in je takratna habsburška oblast delila letake v nemščini in napisala, kaj tile kmetje uporni pojejo. In to so bile prve slovenske tiskane besede. Kaj so peli uporni kmetje? Levkup v Boga gmajna. Skratka, vse tako gradivo je Slovenska matica zbirala in zato je zelo, zelo pomembna za ohranjanje slovenstva. In zato tudi ni prav, da tudi vi ne bi spoznali te kratke zgodovine. Skratka, zdi se mi lepo, da se torej srečate s Slovensko matico, zdaj pa verjamem, da glede na to, da se vaša matura ne približuje, da vas zelo zanima, kaj pa ima Slovensko matico Ivan Cankar, kar bomo danes predvsem govorili o Ivanu Cankarju, Slovenski matici, romanu Na klancu in seveda tudi primerjavi z romanom 21. stoletja Tine Vrščan. No, morda vam čisto na kratko, ker sedite še tukaj v dvorani, vas nekako popeljem skozi to galerijo. Kdo so vsi ti možje, ki vas gledajo stene? Od same ustanovitve je Slovenska matica volila svoje predsednike. Predsednik je častna funkcija, predstavlja Slovensko matico in prav je glede na njegove zasluge, da je bil prvi predsednik Slovenske matice prav Lovro Toman, znani tudi potem, da je bil soprog prve slovenske pesnice Josipine Turnograjske, ki je zelo mlada umrla. Nuk pa hrani dragoceno dopisovanje, korespondenco med obima, tako da si preberite kdaj te zapise. Drugi predsednik je bil Edvin Henrik Kosta, ki je pomemben zato, ker je napisal prvo slovensko bibliografijo. Kaj je to prva slovenska bibliografija? Da so zbral je, naredil je seznam vseh del, ki so do tistega trenutka v slovenskem jeziku išli. Prav tako pomemben predsednik, če ga kdo prepozna, to je tudi edini naravoslovec, ki je bil predsednik Slovenske matice, drugi vsi so humanisti, družboslovci. Izdajajo je kmetijske in rokodelske novice. Kdo je to? Janez? Blajvajs. Potem pa še morda tukaj predstavim Josipa Marna, ki je bil edini duhovnik med predsedniki, zelo pomemben, izdajajo revijo Jezičnik za slovenski jezik in je bil zelo pomemben in velik učenjak z področja jezika. Ima pa rahlo črno liso na svoji zgodovini Slovenske matice. Rekla sem, da je matica odkupovala rokopise. To, da tako recimo Vodnikove in podobno, ko pa so prišli do Jenkovih rokopisov, je Josip Marn dejal, joj, to je pa takšna erotična poezija in takrat rokopisov ni odkupnil. Danes pa so Jenkovi rokopisi žal izgubljeni. Potem so bili še drugi predsedniki, Graseli, Poklukar. Prav posebej pa se bomo danes posvetili predsedniku, ki je ob vratih, to je Fran Levec. Zakaj se mu bomo posvetili, boste slišali pozneje. Morda pa prepoznate še koga tukaj, ki vas gleda s tem. Kdo je to? A kdo prepozna tega pisatelja? Ivan Tavčar. To je Ivan Tavčar, tudi župan Ljubljane. On je bil predsednik matice po koncu Prve svetovne vojne. Namreč avstrijska oblast je matico leta 1914 zaprla, ker je matica izdala roman Frana Maslja Podlimbarskega Gospodin Franjo, v katerem je kritiziral avstrijsko oblast, kako ravna z bosanskim ljudstvom. In vse so zaplenili, celotno premoženje, nanj vzeli številne kredite, tako da je matica to stavbo, v katero se je preselila leta 1879, komaj ohranila. In on, seveda kot odvetnik, je matico zastopal in uspel
da so leta 1917 vrnili premoženje nazaj. Na steni zadaj pa tudi še vidite pesnika Oton, v sredini na steni zadaj pa je bil predsednik pesnik Oton Župančič. Še številni ugledni drugi povojni predsedniki so bili. Naj omenim, da se vaš profesor spominja srečanja s predsednikom Jožem Mahničem, ki je bil zelo ugleden predsednik, tako da morda vam bo tudi on še povedal kakšne spomine na to. Hkrati pa Slovensko matico, kot vidite, so tukaj sami, a ne, moški predsedniki. Hkrati pa Slovensko matico, tisti, ki jo vodi, ki na njej dela, ki je na njej zaposlen, da vse pravilno teče, se imenuje tajnik oziroma urednik. Tajnik, danes so to sekretarji, a ne, in tajniki so bili prvi, recimo, pisatelj Fran Levstik, potem je bil Josip Vidmar, pa France Bernik je bil kasneje predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, velik poznavalec Cankarja. No, kar 31 let v najpomembnejšem obdobju slovenskega osamosvajanja, torej, ko je Matica odprla svoja vrata, da je bila tu ustanovljena prva demokratična stranka, da je tu bil odbor staršev vseh tistih otrok, ki so bili v takratni jugoslovanski ljudski armadi in so želeli, da se iz nje vrnejo. Skratka, Matica je tukaj pisala znamenite manifeste, izjave o osamosvojitvi Slovenije in prav gotovo je zato najbolj zaslužen dolgoletnik, tajnik, urednik, ki je tukaj delal kar 31 let, med 1981 in 2016. To je 35 let, ne? 35 let. Kdo je to največji slovenski živeči pisatelj? Drago Jančar. Tako. Torej, sami moški, in ko se je Drago Jančar 2016 upokojil, sem ga potem nadomestila kot prva ženska na Matici, tako da zdaj jaz opravljam vlogo tajnice in urednice. No, ampak danes se res, kot sem že obljubila nekajkrat, posvetimo zdaj Cankarju. Zakaj Cankar in Slovenska matica? Pa trenutek, da pripravim najprej prosojnico. Malo bomo zvuči zmanjšali, da boste lahko boljše videli. Samo ne zaspati. Kaj vidite? Se pa to tako smažiti. Torej, zakaj Ivan Cankar in Slovenska matica? Kot veste, da sem se to pozabila pripraviti. Ivan Cankar, kot vemo, se je rodil leta 1876 na Vrhniki. Tam je obiskoval tudi tako imenovano 6-letno ljudsko šolo med letoma 1882 in 1888.
In zadnji 2 leti je bil najboljši vrhniški učenec, zato so ga vzpodbujali, da gre seveda v šole naprej v Ljubljano. Leta 1888 začne obiskovati nemško realko. Kje je ta realka? Kdo ve, kje je bila realka? Tako, odlično. Torej, to obiskuje 7 let do 1895. In zdaj se poveže Cankarjeva zgodba, zgodbo predsednika Slovenske matice, ki ga lahko gledate tam ob naših vhodnih vratih, to je Fran Levec. To je hkrati tudi najdragocenejši portret, ki ga hrani Slovenska matica, saj ga je naslikal Ivan Grohar, znameniti impresionistični slikar. In če pogledate ta portret, vsi drugi so nekako taki dokumentarni, realistični portreti. Na tem portretu pa Fran Levec izstopa v nekakšnih zelenkastih, modrikastih tonih. In kaj mislite, kaj je hotel Grohar s tem izraziti? Kaj je hotel s to barvo povedati? Da je bil Ivan Levec ves poduhovljen, moder mož in dejansko je tudi v svojem odnosu do Ivana Cankarja tak tudi bil. Namreč Fran Levec je bil od 4. do 7. razreda na realki njegov učitelj slovenščine. Zadnje leto je bil tudi Cankarjev razrednik. Tako je zelo zgodaj odkril njegov izjemni talent in ga vzpodbujal, da piše, piše, piše in piše. In kako je to dosegel? Slovenska matica je vso svoje dokumente, dopise hrani in danes je predala to v veliki meri že Arhivu Republike Slovenije, kjer imate več kot 150 fasciklov zgodovine Slovenske matice, vse tiste, ki boste želeli karkoli raziskovati z področja slovenske književnosti od konca 19. stoletja dalje, najdete tam. No in v teh fasciklih lahko najdete, kako je Fran Levec pisal Cankarju, mu plačeval naprej honorarje, potem pa od njega terjal, da delo in rokopis čim prej odda. Skratka, njegov profesor je odkril njegove izjemne literarne sposobnosti, zato vam res polagam na dušo, spoštujte svoje profesorje, cenite jih, ker vas pogosto usmerijo na tisto pot, ne da bi se tega zavedali, ki vas bo najdlje v vaši karieri tudi pripeljala, kakor je tudi Ivana Cankarja. Med letoma 1893 in 1907 je namreč Fran Levec bil predsednik Slovenske matice, tudi vodja knjižnega odseka in tako, kot sem dejala, vzpodbujal Cankarja k pisanju. In zato je Ivan Cankar v samo 8 letih med 1900 in 1908 pri Slovenski matici izdal kar 10 svojih del. Si predstavljate vse te knjige napisati na roko, popravljati, prepisovati, zato vam res polagam na srce, da imate odličen argument zoper vse tiste, ki zamahnejo z roko in rečejo, Prešeren pijanec, Cankar pijanec in podobno. Če vi pogledate zbrana dela Ivana Cankarja, je 29 takih zvezkov. In če pogledamo Cankarjevo življenjsko zgodovino, kdaj je bil rojen, sem rekla, 1876 in kdaj je umrl? 1918, pa si zaračunajte, koliko je bil star. No, koliko? Saj ste matematiki, a ne?
42 let. Torej pri 42 letih napisati 29 tako obsežnih del. Ali mislite, da bi tako lahko, če bi veljala krilatica o slovenskih literatih, kot pijancih, ki nič drugega ne delajo? In tudi tukaj, o zgodovini Ivana Cankarja in Slovenske matice, imate odličen argument zoper take besede. Namreč leta 1900, torej pri samo 24 letih, je Ivan Cankar pri Slovenski matici izdal najprej povest Popotovanje Nikolaja Nikića. Leta 1901 pripoved Tujci. Že leta 1902, torej pri kolikšni letih starosti? Pri 26 letih napiše Ivan Cankar tako izjemen, zrel roman, kot je roman, ki ga boste obravnavali oziroma o katerem boste pisali tudi na svojem maturitetnem eseju, roman Na klancu. Ta dela izhajajo v tako imenovani zbirki Anton Knezova knjižnica. Tukaj nimam prave naslovnice, zaradi tega, ker seveda so izhajale v mehki izdaji, samo to imamo ohranjeno Knezovo knjižnico. In so zaradi tega zvezke na novo zvezali. Ampak približno tako, z različnimi naslovnicami, je ta zbirka Anton Knezova knjižnica izgledala. Zakaj Anton Knezova knjižnica, v katerih je tako rekoč Ivan Cankar izdal vsa svoja dela, ki so izšla pri Slovenski matici? Anton Knez je bil zelo znamenit ljubljanski podjetnik, ki je podpiral slovensko kulturo. Toda žal se je nesrečno zaljubil in nekega jutro so ga našli mrtvega, skočil je pod vlak. Ko so odpirali njegovo oporoko, so sorodniki seveda računali na vso premoženje, toda Anton Knez je kar 60.000 goldinarjev. Si predstavljate, če je cesar resda 50 let prej dal 500 goldinarjev za ustanovitev matice, kar 60.000 goldinarjev je podaril Slovenski matici. Zaradi tega je predsednik Fran Levec seveda rekel, ustanovili bomo Knezovo fundacijo in zbirko, ki bo njemu posvečena, Anton Knezovo knjižnico. Po prvi svetovni vojni 1918 je prenehala izhajati, vendar smo jo zdaj v spomin na dragocenega donatorja Antona Kneza obnovili in slovenska izvirna leposlovna dela, tudi zbirka esejev Draga Jančarja, ki je nedavno v tej zbirki izšla, izhajajo znova v Knezovi knjižnici. No, sploh je bil Fran Levec izjemen pobudnik tako za razvijanje slovenske znanosti, kulture kot jezika. Poleg Knezove knjižnice je ustanovil še zabavno knjižnico. V času Frana Levca, predsednika Slovenske matice, je začela izhajati tudi, vas bo to zanimalo, prva slovenska znanstvena revija, takrat naslovljena Zbornik, ki jo danes izdajamo pod naslovom Zbornik za zgodovino naravoslovja in tehnike. Skratka, to obdobje predsedovanja Frana Levca ni zlato samo zaradi Ivana Cankarja, ampak ga imenujemo zlato obdobje Slovenske matice zaradi njegovega izjemno dragocenega doprinosa k slovenski kulturi in znanosti. Zagotovo pa Cankar nikoli ne bi izdal toliko svojih del, če ne bi bilo profesorja Frana Levca. Torej, pri 26 izda roman Na klancu, istega leta, pri 26 letih starosti, istega leta tudi pove Življenje in smrt Petra Novljana, 1904 roman Križ na gori,
1905 povest Potepuh Marko in kralj Matjaž in pripoved v Mesečini, leta 1906, torej pri 30 letih, pa že svoj roman Martin Kačor. Istega leta izide še kratka pripoved Smrt in pogreb Jakoba Nesreče in nazadnje leta 1908 roman Novo življenje. Zakaj se ta izjemna zgodba in povezanost med Ivanom Cankarjem in Slovensko matico konča? Če ste pogledali obdobje predsednikovanja Frana Levca, ta zaključi svoje predsednikovanje Slovenske matice leta 1907. Izvoljen je Fran Ilešič, ki ga vidite tukaj na desni, in Fran Ilešič je v slovenski zgodovini znan kot ilirist. Torej kot človek, ki je hotel nekako povezati v skupni jezik slovanske jezike tistih narodov, ki so sestavljali južnoslovanskih narodov, ki so bili del takratne Avstro-Ogrske. In temu je Ivan Cankar strogo nasprotoval. Kako je prekinil popolnoma razmerje oziroma odnos in izdajanje knjig pri Slovenski matici, priča tale odlomek iz uvoda v njegovo zbirko črtic Moje življenje, tu ga citiram iz zbirke leta 1920 izdane, kjer Ivan Cankar zapiše: Nedavno je Slovenska matica razpošiljala po naših krajih formular, na katerega naj bi ljudje napisali poglavitne zanimivosti iz svojega življenja in nehanja. Tudi jaz sem dobil tak formular, pa nisem vedel, kaj bi z njim. Besedilo je bilo namreč hrvaško, moj občevalni jezik pa je doma edinole slovenski. Državni uradi so se naučili slovenščine, morda se je oboščasoma tudi Slovenska matica. In nato zaključuje: Iz teh in takih razlogov sem izročil formular dekli, da podkuri z njim. Iz teh besed ne veje samo njegova jeza na Slovensko matico, ampak tudi Cankarjevo izjemno dosledno spoštovanje slovenskega jezika kot tistega jezika, v katerega je on urojen. Torej kot jezika, iz katerega izrašča njegova identiteta, iz katerega raste njegova literatura. Tistega jezika, ki utemeljuje njegovo narodno zavest. In zato morate tudi Ivana Cankarja spoštovati kot izjemnega borca za slovenski jezik in na vas je seveda, da to poslanstvo nosite tudi naprej skozi življenje. Naj morda samo omenim še, da je ta skrb Ivana Cankarja za slovensko, ne samo narodno, tudi jezikovno suverenost bila izjemna, o čemer priča na nek način tudi dejstvo, da je kljub temu, da je v Trstu, kot veste, imel znamenito predavanje Slovenci in Jugoslovani in govoril o povezavah med južnoslovanskimi narodi, nasprotoval, kot je znano, taki združitvi Slovencev, takratno kraljevino Slovencev, Srbov in Hrvatov, kot je nastala leta 1918. Zato obstajajo nekatere teze, trditve, tudi ugibanja, da Ivan Cankar, ki je padel po stopnicah v stavbi tukaj na Vogalu naprej na Kongresnem trgu, ni padel po stopnicah naključno, ampak so ga morebiti tudi porinili ravno zaradi njegovega nasprotovanja takratni združitvi Slovencev. In ugibanja o tem, kaj je resnica in kaj ni resnica, je morda razvidno iz tele posmrtne maske Ivana Cankarja, ki jo hrani Slovenska matica,
Kaj je to posmrtna maska? Kot sem rekla, je Slovenska matica si močno prizadevala za postavljanje spomenikov slovenskim pisateljem. Zato, da vi postavite spomenik, pa ste morali, danes to ne potrebujemo, ker imamo digitalne 3D izrise obraza in podobno, seveda imeti obrise obraza. In tako je vsak kipar, ki se je šolal, moral znati narediti tudi ob smrti kakšne znane osebnosti njegovo posmrtno masko. In Slovenska matica je tista, ki hrani original posmrtne maske Ivana Cankarja in tukaj na vrhu lahko seveda vidite tudi udornino, ki je najbrž bila posledica tega njegovega udarca. To masko si boste seveda lahko potem tudi, če želite, ogledali. No, tako, zdaj smo izvedeli vse o Ivanu Cankarju in Slovenski matici, o njegovem profesorju Franu Levcu. Zdaj pa se seveda posvetimo romanu Na klancu. Kot sem že rekla, je ta roman leta 1902 izšel pri Slovenski matici kot 9. zvezek Anton Knezove knjižnice. Tako je izgledala takrat notranjost. Kako je izgledala zunanjost, lahko vidite tukaj na desni strani predstavitve. No, in na drugi strani je seveda naslovnica knjige, kakršno imate vi za svojo maturitetno, za pisanje maturitetnega eseja. Kaj je razvidno iz tega, če pogledamo tole naslovnico? Je razvidno, kaj je na naslovnici. Ja, portret ženske v črnem, ob njej vrljivka, luč. In to je že eden od simbolov, ki ga bomo obravnavali v nadaljevanju. Tudi naslovnica nosi tudi te tipične slovenske vinjete, nagla, tako da poudarja tudi to slovensko identiteto, o kateri sem prej govorila. No, zdaj pa se dotaknimo tega romana Na klancu. Sprva ni načrtoval Cankar naslova Na klancu, ampak kako? Židana ruta. Naslov Židana ruta, zakaj mislite? Ali ste prebrali že vsi roman? No, zakaj je dal naslov Židana ruta? Kaj? Ja, bravo. To je na začetku romana, kjer Franska mati prinese domov. Kaj prinese? No, če ste prebrali še večje detajle, boste mogli pa podrobnosti znati. Tako da kar glasno povejte, kaj prinese mama domov? Ruto, pisano ruto, Židana, pisana ruta in seveda Franska si srčno želi česa. Židane rute, tako je. Toda to Židano ruto dobi sestra Nežka, medtem ko mati njej nameni predpasnik, torej to jasno sporočilo in razliko med obema. In zakaj mislite, da se je morda odločil, da na koncu ni dal naslova Židana ruta? Če vam je vroče, kar dajte odpreti okna, ker tu vse veste, Slovenska matica je stara, pa nimamo klim. Kar odprite okna, da bo več zraka, da ne bo kdo zaspal. Zakaj se je odločil, da ne bo dal romanu naslov Židana ruta? Če bi dal naslov Židana ruta, bi bil torej naslov vezan točno na, samo in izključno na Fransko,
na njeno želje, na njene hrepenenje, na njeno osebno zgodbo. S tem, ko je dal veliko bolj splošni naslov Na klancu, je ta roman razširil, kot bomo videli v nadaljevanju, ob našem drugem branju, bom rekla, ne? Razširil na širšo skupnost, a ne? Od Franckine osebne zgodbe je razširil na širšo družbeno sliko. Torej, že sam naslov pove, da je osrednja metafora katera beseda? Ja? Klanec, ne? In Slovenska matica je izdala tudi tole knjigo Ali bereš Cankarja, ki jo je napisala Vesna Mikolič in ki je, to nam danes omogoča seveda računalniške prednosti računalniške tehnologije, zbrala oziroma naredila seznam besed, ki pri Cankarju nastopajo najpogosteje. To je ta seznam. In če pogledamo ta seznam, se beseda klanec v celotnem Cankarjevem opusu pojavi kar 446 krat. In je na 153. mestu, pa veste, koliko besed ima slovenski jezik, če pogledate slovara slovenskega knjižnega jezika. Torej je na 153. mestu najpogostejše rabe besed pri Cankarju. Je tik za besedo žalost, ki je na 152. mestu in celo pred besedo cerkev. Torej je klanec sam po sebi zelo pogosta metafora, ki jo Cankar uporablja in seveda je povezan še z nekaterimi drugimi metaforami, ki ta klanec ponazarjajo, to so pot, strmina, hrib in podobno, tako da si lahko seveda tukaj v tej knjigi pogledate tudi, kako pa uporablja in kako pogosto rabi tudi te besede. Kaj pa rečete, katera je najpogosteje uporabljena beseda v celotnem opusu Ivana Cankarja? Kdo ve, kaj bi rekli, katera beseda je najpogostejša? To rečejo čisto vsi. Ampak res čisto vsi gimnazijci rečejo, mati je najpogostejša beseda, pa ni, je šele na 28. šele, ne? Na 28. mesto po pogostosti. Zdaj pa poslušajte, prva najpogostejša beseda, ki jo uporabi kar 4843 krat, je beseda oči. Potem na drugem mestu beseda človek, na tretjem mestu beseda roka, na četrtem mestu beseda srce, na petem obraz, na šestem gledati in na sedmem videti. Kaj vam vse to pove? Na kaj je osredotočen Cankar v svojih delih? Na roke, obraz, oči, srce, človek, na človeka. Vendarle je on osredotočen na človeka, torej na njegovo srce, na njegove roke, na njegov obraz, ki izraža njegovo občutenje. Torej je osredotočen na to, kar človek doživlja, preživlja, nosi v sebi. Ampak vendarle je najpogostejša beseda oči. In kaj so pravzaprav oči? Kaj so oči? Kaj so oči? Človekov stik z zunanjim svetom. Oči so tiste, ki so človekov stik z zunanjim svetom. In zato seveda, ker so oči tako pomembne, sta tudi pomembna v njegovem opusu glagola gledati in videti, a ne? Torej, ja, človek kot središče njegovega pisanja, da Franckina na naslovnici, ampak na naslovnici, kjer je roman naslovljen Na klancu.
In kot bomo videli skozi metaforo klanca, se ta iz osebne zgodbe Franckine razširi na družbeno zgodbo, na klanec siromakov, kot ga naslovi na koncu. Skratka, pri Cankarju je pomembno tudi to človekovo doživljanje zunanjega sveta. Odnos do zunanjega sveta, ki ga vzpostavlja. On ni tako imenovan intimist, ki bi samo človekovo intimo, samo človekovo notranjost popisoval. Ta notranjost je rezultat človekovega stika z zunanjim svetom. Zdaj, druga pogosta metafora je pri Cankarju še ena. Prav tako smo jo videli na naslovnici. Smo rekli, ženska oblečena v črno, ob njej brli luč. To je metafora teme in svetlobe, nasprotja med njima. Kako se začne njegov roman? Franska ni zaspala dolgo v noč. Vse je bilo že tiho. Nič se ni zganilo v temi in skoro jo je bilo strah. Samo poredkoma je segel rezek glas iz noči. Zaukal je fant na vasi, zapel je pesem, šel je z mirom dalje po klancu navzdol in pesem je umolknila, potopila se je v noč. V samo nekaj stavkih se katera beseda ponovi. Noč. Trikrat se ponovi beseda noč. Tema. Kaj izraža noč ali tema? Negotovost človeško. In kaj povzroča, se tudi piše. Vse je bilo že tiho, nič se ni zganilo v temi in skoro jo je bilo strah. Torej, noč je tista, ki v človeku prinaša strah, ki prinaša negotovost. In tu je spet se začne, torej sam roman na način, kot sem vam predstavila. Je v središču Franska, je njeno občutenje, je njeno doživljanje noči. Ampak je tudi to, kar se v tej noči dogaja. Je ta zunanjost, je temina, je človeški glas, ki gre mimo in izgine in podobno. No, in če se začenja ta roman tako rekoč s čisto nočjo, zdaj pa poglejmo, kako pa se ta roman končuje. Roman pa se končuje takole. Zmračilo se je. Lojze je stopil na prag in sveži zrak mu je zapihal prijetno v lica. Brez koristi, je izpregovoril na glas, kakor da je bil videl poslednji vzklik v materinih očeh. Klanec siromakov je ležal pred njim. Ubožne hiše, uboštvo v hišah. Na smrt obsojeni. Vse trpljenje je brez koristi, življenje brez koristi. Trgu pa so se prižigale lučke. Zasvetilo se je tu, tam, noč je prihajala in vžigalo se je že tudi na nebu. Obsojeni na smrt. Tam doli se je zasvetilo. Majhna rdeča luč je trepetala. Rasla je in plapolajoča rdeča iskra se je spremenila v mirno, jasno, belo svetlovo. To je bilo učiteljevo okno. Lojze je strepetal in gledal je nepremično v mirno, belo svetlovo, ki je sijala iz noči. Kaj je razlika glede na začetek romana? Če je tam Franska, je tu Lojze, torej naslednja generacija, tako imenovana mladika, kot to imenuje, Cankar v enem od poglavij.
Kaj je razlika? Ona je v noči, gluhi noči, skozi katero se slišali tu in tam reze glas. On je enako v enakem položaju, brez izhodnosti, pa vendarle je vse okrog njega drugače. Zakaj je drugače? V trgu so se prižigale luči. Bela svetloba je sijala sredi noči. In kje je zasijala ta svetloba? Kje je zasijala ta svetloba? Kje v? Učiteljevem oknu. Kaj vam to pove? Prej sem vam pripovedovala zgodbo o Franu Levcu in Ivanu Cankarju, ne? Kaj vam to pove? Tako je? Odlično. Odlično. Skratka, kaj je tista luč, ki je vendarle drugačna in ki obnosi Lojze v svoji življenjski zgodbi? Božja prisotnost. Ta luč je znanje, je vedenje, ki razsvetljuje še tako temno in mračno noč. In zagotovo je na tak način tudi Cankar doživljal svojega učitelja, Frana Levca, da je učitelju v okno postavil to luč, ki mu je razsvetlila, ki mu je dala upanje. Četudi je to luč sredi noči, pa je vendarle luč upanja, luč drugačnosti, luč, ki bo morda razsvetlila to gluho temno noč. A ne? In vidite, tako morate brati vi, ko boste brali Ivana Cankarja, bomo videli še več drugih metafor, je pa zdaj mogoče nimamo časa, ne? Tudi ta znameniti tek za vozom in metafora voza je tudi izredno pogosta beseda, 105. mesto pri Cankarju. Skratka, ko boste brali Cankarjev roman, ga seveda prvič preberete kot zgodbo. Kaj se dogaja, kdo so glavne osebe in kako je, ne, vse to. Drugo branje je branje zgradbe. Pogledate, kako je roman razdeljen, a ne? In vidite, da je razdeljen nekako 8 razdelkov ali slik. In ko si jih takole izpišete, kako je prvo poglavje? Za vozom, drugo Fani. Potem je poglavje, kako se je Franska omožila, izgnanci. Vzbrstela je mladika, študent Lojze. Vračajo se izgnanci, klanec siromakov. Kaj vidite iz te razporeditve? Vsako drugo poglavje je posvečeno nekemu liku. Fani, ali je to lahko individualni subjekt, ali pa kolektivni subjekt, ne? Fani, izgnanci, študent Lojze, klanec siromakov. In vsako drugo poglavje je posvečeno nekemu dogajanju za vozom. Kako se je Franska omožila, vzbrstela je mladika, vračajo se izgnanci. To ni naključje, to je točno tisto, kar sem vam govorila prej. Da ja, je pri Cankarju v središču človek, njegovo občutenje in njegovo doživljanje, ampak hkrati vedno tudi ta odnos do sveta, dogajanje sveta, ki ga on gleda, vidi z očmi, opazuje, ki na njega vpliva in podobno. In prav to je vrisal tudi na nek način v strukturo, v razporeditev teh svojih poglavij romana. No, in to boste recimo na nek način v drugem branju. V drugem branju boste morda tudi že brali, kakšen je njegov slog. To, kar smo delali prej, katere so osrednje metafore, katere besede se ponavljajo. In seveda, kaj boste zdaj rekli? Ja, pa učitelji, profesori nam ves čas govorijo, da ne smemo ponavljati besed. Cankar pa 4800-krat lahko ponovi oči. Cankar pa lahko ponovi besedo pot, pa besedo na klancu in podobno. Zakaj? Vidite, to je veličina in umetnost Cankarja, ki noben drugi roman ne more doseči. Pa tudi, če se vzgleduje po njem. Da je pri njem vsakokrat, ko nastopijo oči, so te oči, imajo nek drugačen, nov in drugačen pomen.
nastopijo v drugačni vlogi. Ko nastopi klanec, je na začetku klanec kot prispodoba trpečega življenja, strmega vzpenjanja, napora in podobno. Ko je klanec siromakov na koncu, se že začuti, da je to močna skupnost, ki bo nekoč začutila to luč upanja in s to lučjo upanja nekaj spremenila. Skratka, v vsakem trenutku, ko on ponovi besedo, noč v teh začetnih stavkih, ima ta noč vsakokrat malo drugačen pomen. Najprej, ko noč samo doživlja, potem kot noč, skozi katero gre zvok tistega fanta, ki je zaukal, in potem kot noč, ki znova prinaša strah, torej občutenje kot neko reakcijo človeka. Skratka, to bo mogoče vaše drugo branje romana, a ne? Ko boste brali, katere besede uporablja, kakšen je njegov slog in kako je vse skupaj zgrajeno. No, v tretjem branju boste pa ga postavili ta roman že v nek širši kontekst Cankarjevega življenja. Tukaj smo mi na začetku naredili, a ne? Kaj je vzpodbudilo nastanek tega romana, zakaj ga je, zdaj, ali je ta Francka njegova mati, ali katere so avtobiografske prvine v tem romanu, torej kaj je tisto, kar se je Cankarju res zgodilo, kaj je vpisal v ta roman, kraje, ki jih opisuje, ali so to kraji njegovega življenja, kako te kraje opisuje, temu se reče topografija, a ne, topos je kraj, topografija njegovega romana. Skratka, iskali boste avtobiografske prvine, topografske prvine, faktografske, katere so dejanski podatki, resnični, recimo, ko omenja Glasnik, je najbrž mišljen res Glasnik, časopis Slovenske matice, ki ga je prebiral oče. Potem, ko piše, da je bil Tone Mihovc odbornik bralnega društva, njegov oče je bil dejansko odbornik vrhniškega bralnega društva in podobno. No, in potem boste iskali seveda te psihološko-čustvene prvine, njegov odnos do matere. In skozi ta odnos do matere boste ga primerjali, kako mati opisuje v drugih črticah, kakšen je odnos tukaj do nje, kakšen je odnos v skodelici kave in v drugih črticah v mojem življenju. To je nekako tretje branje. Četrto branje bo pa seveda tisto, ko boste, in res vam polagam na srce, če želite odlično pisati maturitetni esej, je treba tolikokrat prebrati knjigo, ker prvič jo bereš na tem nivoju zgodbe, drugič jo bereš na nivoju, kot smo rekli, zgradbe, sloga, strukture, tretjič jo šele bereš potem, da jo postaviš v tisti kontekst, v katerega jo morate vi v eseju postaviti, torej v širše razmišljanje, in četrto je to usporejanje, ki je pa v maturitetnem eseju nujno. In zdaj pridemo do tega četrtega branja, ko bomo poskušali ta Cankarjev roman Na klancu usporejati z romanom Tine Vrščaj Na klancu. A ste ga že prebrali? Ste ga že prebrali. Torej, prvo branje imate osvojeno, torej, kakšna je zgodba v romanu. To je v redu, da bomo lahko nadaljevali brez tega. No, zdaj, če mi primerjamo, Ivana Cankarja in Tino Vrščaj, najprej primerjamo med avtorjema. Cankar, rojen 10. maja 1876, to smo že nekajkrat ponovili, Tina Vrščaj je rojena 110 let pozneje. On rojen na Vrhniki, ona rojena v Ljubljani. Torej, oba sta nekako rojena v središču slovenskega prostora. Kaj nam to sporočilo pove? Da ona dva nista rojena nekje na robu Slovenije, ne vem, v Prekmurju, v Halozah, v Primorju, na Primorskem ali celo znotraj današnjih meja Slovenije. Da torej
njun občutek roba, obrobnosti, česar vi kot večinoma iz tega konca nimate, a ne, da ta njun občutek robnosti ni geografski občutek roba, sem odrinjen pokrajinsko nekam na rob, ampak je njun občutek roba drugačen. Ona dva sta sicer iz središču in tudi v središču se dogajajo ti romani v obeh primerih, a ne, hkrati pa vendarle se čutijo družbeno obrobni, odrinjeni ljudje, ne? Klanec siromakov, Eva ne najde službe in podobno, ne? V romanu Tine Vrščaj. Razlika je seveda tudi, kdo piše, a ne, en in drugi roman. Če Cankar piše, Cankar je moški avtor in vendarle smo rekli, je osrednji lik Franska. Se pa ta zgodba seveda potem razširi še v druge like, ki jim daje pozornost, saj smo videli pri razdelkih, da pozornost na Toneta Mihova, pa na Lojzeta kot naslednjo generacijo in podobno, a ne. Skratka, Cankar pripoveduje o ženski intimi skozi moško perspektivo, zato lahko pričakujemo, da je ta distanca večja, a ne? Medtem ko Tina Vrščaj piše dejansko z ženske perspektive, torej je iz lastnega občutenja, doživljanja sveta lahko piše ta roman. Ko je Cankar pisal roman, so seveda ženske niso še imele ne volilne pravice, ničesar so živele, pravice žensk so bile zelo omejene. Ko piše ta roman Tina Vrščaj, je situacija družbena drugačna. To je že čas ženske enakopravnosti, emancipacije in podobno. In seveda zato nas Franska ne sme jeziti, zakaj nič ne naredi, zakaj ničesar ne spremeni, zakaj da svojemu soprogu celo denar, da gre v gostilno, a ne? Zato, ker je to čas, ko je seveda ženska imela družbeno tak status, da je na tak način reagirala. In zato je na drugi strani Eva sposobna spremeniti stvari, delati drugače, torej reflektirati, kaj je v njenem zakonu narobe in to že tudi spremeniti in udejaniti. Zdaj, razlika med Cankarjem, a ne, med junaki Cankarjevega romana in Tine Vrščaj tudi je, da, in to je tudi pri njima nekako osebna zgodba delno, ne, da je pri Cankarju se Franska že znajde na klancu, tam na nek način je rojena, večno je na nanj obsojena, tudi Lojze se vrača iz velikih mest nazaj in podobno, a ne, in teče ta pot od klanca v mesto. Eden najbolj znamenitih odlomkov, a ne, je, ko po teku, Franskinem teku za vozom, ko ona pride do cerkve in zagleda in potem zagleda z tistega griča Ljubljano. Vse se je tam bleščalo, srebrn prah je pregrinjal vso daljavo. Pod hribom, ki se je komaj razločeval iz prahu, se je svetilo nekaj belega. Ljubljana. Franska je gledala kakor začarana in srce je tolklo od sladkega nemira. Ljubljana, čudovito lepa in čudovito daleč, lepa in daljna, kakor nebesa sama. In ko je gledala na tanko, je razločila polagoma bleščeče stolpe, bela poslopja, ki so pač velika in stoje tam kakor cerkev poleg cerkve. Daljna je Ljubljana, nogam nedosežna. Skratka, ta pogled na Ljubljano
je pogled na nekaj, na sam raj, na sama nebesa, na mesto kot odrešitev, na mesto kot nekaj lepega, na mesto kot nekaj srebrnega, bleščečega. Če uporabimo, samo pogledate vse pridelke, ki jih tukaj Cankar uporabi. Seveda, te lepe bele Ljubljane Franska ne dosežejo pa mladika, ki je vzbrstela, kot reče, torej Lojze, ki pa seveda potem, ko se s to Ljubljano sreča, doživi razočaranje. Medtem, ko pri Tini Vrščaj pa je drugače. Eva se iz mesta preseli na Klanec, ker dobita tam z Gregorjem, z možem hišo, njegove mame in se preselita na Klanec. In ta Klanec sam po sebi ni negativna metafora že na začetku. Kako se začenja roman Tine Vrščaj? Na klancu zmeraj piha. Eva skuša pognati korenine v to zemljo, a zemljo odnaša. Včasih ne hodi po tleh, ampak lebdi. Skratka, res je, da je ta klanec prepišen, da se torej na njem, kaj hoče to pihanje povedati? Prvič, da so, kot je razlaga v tej knjigi, da so to neugodne klimatske razmere, ampak seveda ni samo to sporočilo tega glagola pihati, da je situacija negotova, ker se ves čas menjava vreme, ves čas se nekaj spreminja in nas že postavi v situacijo, ko Eva hoče tu postaviti svoj dom, torej kot drevo pognati korenine in hkrati nam že nakaže pisateljica, da to ne bo lahko, ker zemljo odnaša, ker se ves čas spremembe, situacija je negotova. Skratka, tu je ta razlika in ko potem se dekleta, Eva na koncu preseli s hčerkama Brino in Višnjo v Ljubljano, kakšna je ta Ljubljana? Je takšna, kot jo gleda Franska? In tu je zelo različna topografija enega in drugega pisatelja. Tu pa je razlika med Tino Vrščaj in romanom Ivana Cankarja. Torej tam Ljubljana kot neka svetloba, upanje in tako dalje. Tukaj pa Ljubljana kot naglica, kjer ves čas nekdo hiti, kjer je življenje na nek način, ves čas pod nekim tempom. To smo seveda že rekli, skupljene lastnosti in rod. Morda naj poudarim samo še to, ko boste primerjali oba ustvarjalca. Zanimivo je, da sta oba živita od pisateljevanja. Cankar velja za prvega slovenskega profesionalnega pisatelja in Tina Vrščaj je tudi samostojna kulturnica, to pomeni, da od pisateljevanja, urejanja knjig in podobno živi. To je neka taka zanimivost še. Zdaj sem opozorila na eno razliko med obima deloma, to je ta topografska razlika, odnos do Klanca, odnos do Ljubljane. Če pa pogledamo, kaj je pa zelo podobno. Sigurno in zagotovo se vsak vpraša, pa kaj je zdaj to? A je to zdaj izvirno delo ali ni izvirno delo? Uporabila je dobesedno enak naslov, obseg je tako rekoč skoraj enak, zgodba, enako je v središče postavljena ženska figura, enako v obeh romanih, kaj se dogaja. Ženska ostane z otrokoma sama, v socialni stiski, družina razbita. V obeh romanih na nek način oba moška, ki stvorita to družino, pijeta, torej je problem alkoholizma. V obeh romanih, skratka, oba romana sta napisana nekako tako, bi rekla sintetično, torej da gre za kronološko sosledje dogodkov. Tukaj celo generacijsko, od Franske preko Lojzeta, ki je že naslednja generacija. Tukaj pa gre za nek razvoj življenjske zgodbe Eve,
ki pa se veliko bolj, kot pa tukaj, kjer imamo od otroštva spomine navedene, na Franckino doživljanje navedeno, veliko bolj pa se tu Eva nanaša nazaj na spomin, kako sta se z Gregorjem spoznala, kako je zanosila, kakšni so bili njeni odnosi z materjo. Tako da, če je ta zapis izrazito sintetičen, torej dogodek ob dogodku si kronološko sledi, lahko tu govorimo o sintetično-analitičnem slogu pisanja, ker se glavna junakinja Eva autorefleksivno vrača na spomine nazaj. No, če je vse to podobno, kaj pa je poleg tistega klanca, ki smo ga že omenjali, različno, a ne? Zdaj, različna je, topografija je enaka. Tam je Vrhnika, potem deluje, Franska gre služiti v Leščevje, mislim, da je tako. Potem je Lojze odide v Ljubljano in se vrne potem iz mest nazaj. Medtem, ko pri Tini Vrščaj, je pa tudi so pa v srednji kraji Klanec, Hotel in pa Ljubljana, Tako da tudi topografija je zelo podobna. Pa vendarle sama metafora klanca je drugačna. Če smo rekli, če literarni junak pri Cankarju beži, teče z klanca, hoče iz tega klanca, hoče se klanca rešiti, pa že v prvem romanu, že v prvih stavkih romana Tine Vrščaj piše, Eva skuša pognati korenine v to zemljo. Torej ona klanec hoče sprejeti, ona hoče v njem živeti. Klanec ni več tisti, z katerega bi glavna junakinja bežala. Ni torej več simbol neke vdanosti v usodo in avtorica je tudi sama to nekje zapisala, moj klanec ni več simbol vdanosti v usodo. Če smo mi zdaj prej pri Cankarju dosti temeljito obravnavali razno simboliko, zlasti to svetlobo, temo in druge metafore, pa bi pri romanu Tine Vrščaj opozorili, da ne gre toliko za te pojmovne metafore, ki imajo potem globlje pomene, ampak da ona metaforiko vpiše predvsem v izbor samih imen. Če je tam Franska neko tipično, Franska Lojze, kar sta bili tipični imeni 19. stoletja, pa vendarle ni izbral recimo Marija ali kaj, tu je ohranjal to avtobiografskost, pa je pri Tini Vrščaj in romanu Na klancu so prav simbolno izbrana imena. Eva. Ime Eva je, odkot izvira? Tako, iz zgodbe o Adamu in Evi, svetopisemsko ime, in ta Eva utrga jabolko, okusi jabolko z drevesa spoznanja. In vidite, pri kateri metafori smo tu? Pri metafori drevesa. Ni torej naključje, da napiše Eva je poskušala pognati korenine v to zemljo. Skratka, in ta metafora drevesa se pri Tini Vrščaj izrazito ponavlja. In ni nepomembna svetopisemska zgodba o drevesu spoznanja. Kaj smo o Evi rekli? Da je različna junakinja glede na Fransko ravno zato, ker je zmožna spoznati, prepoznati svojo zgodbo, napake v svoji življenjski zgodbi in nekaj spremeniti in narediti. Gregor, kateri dve besedi sestavljata besedo ime Gregor? Gregor.
Torej, poskuša iti na klanec, da bi tam vzpostavil svojo družino. In glede na to, kako vemo, kako se zgodba razplete, da družino zapusti in podobno, je torej to ime njegovo nasprotje tega poskusa doseči nek vrh, doseči neko spoznanje, doseči karkoli. Torej je nekako že nasprotje upisano v njegovo ime, glede na njegovo zgodbo. Potem pa sta še tu imeni deklet Brina, Višnja. Kaj pove to? Te dve imeni sta imeni česa? Dreves. Višnja in Brina. Brin, ne? Imeni dreves. Nista po naključju imeni dreves. Se smo rekli, da je ta metafora drevesa ena osrednjih metafor, ki jih poskuša Tina Vrščaj razvijati skozi celotno svojo romaneskno zgodbo. In zdaj, če mi pogledamo seveda slog, ki je zelo različen, če je pri Cankarju izrazito metaforičen, tako da ste ga že malo siti, kako se pa to težko bere, je seveda zato, ker se je treba v Cankarjevo branje poglobiti, prebrati enkrat, drugič, tretjič in četrtič, kot sem rekla. Razločevati pomene, iskati različne pomene, iskati njegovo branje Cankarjevih romanov je resnično globoko raziskovanje. Ne samo slovenskega jezika, je raziskovanje tudi vas samih, skozi to, kako bo on gledal na oči v različnih situacijah, bo tudi vam odpiral te oči, te bralne oči, ta pogled, ki mora biti različen pogled na svet, glede na to, v kakšni situaciji se znajdemo. Skratka, medtem ko pri Tini Vrščaj, seveda lahko beremo predvsem zgodbo, občutenja te junakinje in je ta slog precej deskriptiven. Tako da, skratka, če mi zdaj strnemo vse to skupaj, kar sem vam danes poskušala predstaviti tukaj, je kako zdaj se lotiti pisanja vašega maturitetnega eseja. Tu naj delim z vami čisto osebno zgodbo. Imam 4 otroke in vsi so, samo še ena mora letos pisati, torej maturitetni esej. In če je prvi, ki sem ga zelo spodbujala k branju, napisal cel filozofski traktat o katarzi, očiščevanju zla in podobnem, ob romanu Maje Haderlap, in zato prejel zelo slabo oceno na maturitetnem eseju. Smo seveda odkrili, da je se treba pri pisanju eseja pač držati nekako, pri kasnejših otrokih sem odkrila, se je treba pri pisanju eseja vendarle držati nekako strukture in tega, kar je zapisano v tem priročniku, v tem knjižici Esej na maturi. Najprej torej zelo temeljito branje zgodbe in poznavanje vseh podrobnosti. Če bo pisalo naštej nekaj značilnosti, jih naštejte 5, jih naštejte 8, jih naštejte čim več, ne naštejte samo 2 ali pa 3 značilnosti. To je zelo pomembno. Če bo nek citat, se je treba dejansko iz tega citata izhajati, ob njem razmišljati, delati tudi primerjavo med obema romanoma in tako dalje. Skratka, res se držite pravil, ki vas jih bodo naučili še veliko bolj podrobno, kot sem zmogla danes tukaj, jaz seveda, ker ni bila moja naloga, to, da se teh pravil, pisanja, zgradbe, eseja in vsega držite. Naloga današnjega predavanja je bila, da seveda Cankarja, ki ga dejansko vidim že na začetku 21. stoletja že težko berete, da vidite vso lepoto, ki jo on prinaša.
da vidite izjemnost, ki jo on naredil za slovenski jezik. To, kar je Cankar naredil za slovenski jezik, vprašanje, kdaj bo sposoben še kateri slovenski literarni ustvarjalec in avtor. Ta njegovo, s tem, kako je on razširil pomene slovenskega jezika, slovenskih besed, to je res njegov nenadkriljiv dar, občutek za metafore, občutek za, da za besedo sporoči nekaj simbolnega in skrivnostnega. Veliko ljudi, veliko dijakov me vpraša, ker pač berete danes zgodbe predvsem kot zgodbo, kot dogajanje, ne več skozi te intimne oči človeka, ki ima različna občutenja. Veliko dijakov me je vprašalo, ali je zdaj ta v drugem poglavju Fanija, ali je ona resnično se srečala s tem umetnikom, ali so to samo njene sanje. Glejte, interpretacije lahko nešteto. Nekateri literarni zgodovinarji bodo rekli, da je seveda bilo to njeno pač opis njene izkušnje ljubezni, spet drugih, da so to njena želja, iskanje lepote. In sporočilo, važno pa je sporočilo, ne kaj se je zgodilo, važno je sporočilo tega poglavja. Sporočilo tega poglavja pa je, da sleherni človek, pa naj bo še tako ubog, naj bo še tako obsojen na noč, naj bo še tako obsojen na ne vem kaj, si hrepeni po lepoti, si želi lepote. Zato je eden najbolj izjemnih odlomkov tisti odlomek, ko piše o hrepenenju, pa tega si boste poiskali sami, ko piše ravno v poglavju Fani, vsa hiša, ki je bila polna velikega hrepenenja. Naj poudarim, glede na to, da se boste seveda vprašali, kaj pa je tisto, kjer se nekaj spremeni pri Cankarju, če smo vsi obsojeni, ne? Dejansko največji dramatični preobrat se zgodi prav pri odnosu Franske do matere. In to ni naključje, skozi ta preobrat vemo, da najprej imata zelo žalosten odnos, mati jo zatira, ji ne pomaga in tako dalje, to da na koncu ji mati da tisti zadnji dinar oziroma denar, ki ga je zbirala. In enak dramatični obrat je v odnosu matere tudi pri Tini Vrščaj. In to sporočilo, naj bo sporočilo tudi vam. Torej, cilj današnjega predavanja je nosite ljubezen do slovenskega jezika v svojem srcu. Vi ste tisti, ki boste pisali prihodnost slovenske matice, ko se mi generacije poslavljamo. Ni vseeno, ali jo boste ohranili, ali je ne boste, ali boste ohranili to dragoceno zgodovino in sporočilo. Cenite svoje profesorje, kakor ste lahko spoznali iz odnosa med Franom Levcem in Ivanom Cankarjem, in spoštujte svoje starše, kot vam sporoča tudi ta odnos, ki je zapisan v odnosu med materjo in hčerko v oba romana. Želim vam vse dobro, prijetno in uspešno seveda pisanje maturitetnega eseja in najodličnejšo imenitno pot v vaši karieri. Hvala lepa.